Veš, koliko je telefonskih številk v tvoji slavni beležki? Vem, Koliko? ker sem pogledal, nekaj čez 17 ur. Skladbo Soba 102 poznamo, ampak nekaj si zamolčal. Koliko vas je res bilo v sobi? Da se ne bom zmotil, ampak po mojem nas je bilo okoli 45-50. Kdaj si bil nazadnje na Štajerskem? Nisem še bil, bi pa rečel, ker so te dežele lepe, samo da se malo umiri situacija. Pa verjetno bi bilo fajn imeti kakšen nož, ne? Čistko. Da se kakšen kokos odreže ali pa kaj. Pa mislim, da ne bi bilo naumen imeti na samotnem otoku čist zaradi preživetja kakšen par trnkov, pa kakšen laks. Najbrž za pecanje, ne? Okay. A bi posvojil delfina? Ja, ampak tako, da bi nekdo skrbel za njega in ga spravil do tega, da lahko gre v divjino, ne? V tem smislu, ja. Ok, pozabiva Jana Plestenjaka. Kdo je bil največji slovenski pesnik? A veš? Ne, imena zelo pozabim, obraze si pa zapomnim. No, prav bom pa vprašal drugače. Dokončaj stavek. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo. Ne, Plestenjak. Enkrat je moj friend rekel kvak, kvak. Ne vem. Vsak. Oblak. No, vidiš. Mejak. Ta je triki po moje. Kaj pa zdravljica? Zdaj bom povedal eno skrivnost, ker noben ne bo hud po moje in noben mi ne bo zameril. Jaz sem napisal besedilo. Ampak kot avtor besedila so navedeni France Prešeren in prijatelji. A veš, da ne vem, kdo je podpisan? Če je podpisan originalen, avtor je priredba, če so se pa sami podpisali, pa plagiat. Kaj je to Sazasovo delo? To bi jaz moral vedeti, pa ne vem. Dobro, da nisem kakšen politik, ki bi imel za nekompetentnega. Ok, ta bo lažja. Kdo je predsednik Slovenije? Zdaj nov, pa ne vem. Pahor ali Janša? Kdo laže vlada? Nimam pojma, kdo laže. Jaz srčno upam, da nobeno, ker bi bilo boljše za našo državo. Stvar, ki jo v življenju najbolj obžaluješ? Bi moral biti pa zadnje leto v Jugo armiji, pa nisem bil. Pri popevki tedna na naši spletni strani val202.si si že kdaj glasoval za koga drugega razen zase? Ne, nisem. Kdo pa vodi popevko tedna na Valu 202? Ne vem. Tega tudi pol ne gobati. Aja. Bravo, bravo.